Napovedovanja prihodnjih dogodkov niso najbolj hvaležno pravilo, ker so zmote, bolj kot ne, sopotnice takih napovedovanj. Tudi za tiste, ki jim je to služba. Dovolj je pogledati že vsakokratne predvolilne napovedi ali pa napovedi gospodarskih gibanj. Kljub temu ali pa mogoče prav zato nas napovedovanja prihodnosti še toliko bolj zanimajo in zaposlujejo. V videu iz prejšnjega tedna sem podal nekaj splošnih ocen o drugem valu in obenem še par predvidevanj bolj ali manj konkretnih o nadaljnjem poteku tega vala. Pa poglejmo, kako mi je šlo. Če naj matematiki naravne in družbene pojave dovolj verodostojno modeliramo, moramo izbrati en smiseln nabor pravil, iz katerih je mogoče osnovne zakonitosti teh pojavov izraziti na čim bolj preprost način. Naprimer, z iskanjem razmerij med podatki iz uporabljenega modela. Pred tednom dni smo napovedali, da lahko danes slovenske bolnišnice pričakujejo okrog 1100 bolnikov. No, podatek je, da je bolnikov v slovenskih bolnišnicah 1069, kar je, mislim, da kar dobra ocena. Jaz sem pri tem izhajal iz ocene, da je to število približno 6% vseh aktivno okuženih 7 dni nazaj. Ta odstotek je bil sicer pred sprejetjem zadnjih ukrepov blizu 8%, se je potem spustil, kot rečeno, na 6% pred tednom dni, zdaj pa je padel že celo pod 5%. To je pa občutno manj kot v prvem valu. V zadnjem videu sem tudi povedal, da zmanjšanje deleža starejše populacije med okuženimi ne pojasni v celoti zmanjšanja pritiska na slovenski zdravstveni sistem v primerjavi s pomladnim valom. In to ne samo pri hospitalizacijah, tudi pri smrtnosti je za to najranljivejšo populacijo proporcionalno dvakrat manj kot spomladi. Tako da nekaj torej v Sloveniji že delamo tako, kot je treba. Pri predikciji nadaljnjega poteka drugega vala epidemije oziroma pri odgovoru na tisto, do kdaj še, sem v zadnjem videu izpostavil dva časovna mejnika. Prvi je maksimalno število okuženih, aktivno okuženih, in drugi mejnik je izenačitev deleža aktivnih in okrevanih. Če bomo v kratkem si bežno pogledali pozicijo in vlogo teh dveh mejnikov v pomladnem valu in primerjali z jesenskim, in bomo nekaj lahko povedali o poteku tega jesenskega vala. Prej pa naj še nekaj pojasnim. Pri našem modeliranju vsakodnevne podatke za aktivne in posledično tudi za okrevane malo popravimo, in sicer zato, da se izognemo izkrivljenosti, do katere pride zaradi različnega števila dnevno opravljenih testov. V matematičnem jeziku povedano to pomeni, da smo podatke normirali tako, da upoštevamo dnevno povprečje opravljenih testov skozi celotno obdobje drugega vala. Naprimer, v 4.11. je bilo vseh pozitivno testiranih 1685, vendar mi smo to številko pomnožili z ulomkom, kjer je zgoraj povprečno število opravljenih testov čez čas drugega vala, deljeno z številom opravljenih testov tisti dan, in s tem smo dobili nekoliko manjše število. Kot rečeno, zato, da se predvsem te izkrivljenosti, ki se pojavijo zaradi manjšega testiranja, čez vikend odpravijo. No, zdaj pa gremo v to primerjavo med pomladnim in jesenskim valom in poskusimo nekaj povedati o nadaljnjem poteku. Torej, vidimo tam v tem koledarju, ki ga imamo pred sabo, vidimo, da je mejnik 1 v prvem valu bil dosežen 3. aprila, to se pravi maksimalno število aktivnih, in potem slab teden kasneje sta se izenačila deleža aktivnih in okrevanih. In potem je sredi maja nekako nastopil konec epidemije, takrat mislim, da je prvič nekaj zaporednih ničeln pri pozitivno okuženih na testih. Če to naredimo primerjavo z jesenskim valom, vidimo, da se ta dva datuma, mejnik 1 in mejnik 2, bi se nekako ujela med 5. in 6. novembrom, to je nekako včeraj je bil vsota teh aktivnih največja, in čez dober teden bi lahko pričakovali, da se bodo izenačili številke deleži aktivnih in pa okrevanih. Pri tem si nekako pomagamo še z enim podatkom, in sicer maksimalni delež aktivnih je bil v tem drugem valu pred dobrim tednom dni, 72%, in to potegnemo še na prvi val, kdaj je bilo 72%, in to tako dobimo neko primerjalno
primerjalno polje prvega in drugega vala še bolje označeno. Na osnovi tega bi lahko nekako upali, da če se nobenih hudih sprememb ne pride pri ukrepih, da bi dosegli tisti mejnik 3, recimo nekako število na novo okuženih vsak dan pod 100, nekje sredi decembra. Dobro, zdaj še zaključna misel. Nekako vedno bolj postaje jasno, da vzporedno s temi valovi covida na nas pljuskajo še eni drugi valovi, in sicer nekateri aksiomi družbenega sobivanja, ki so bili že do včeraj nedotakljivi, se preobračajo in lomijo. Ni to samo spreminjanje ekonomskih tokov, še tudi druge spremembe so, ki pa po večini ostajajo očem zastrte. Ampak mi ne želimo, da bi nas ti tokovi odplavili na odlagališče zgodovine. Zato bi morali iz najglobljih kotanj našega uma in duha potegniti vso kreativnost in fleksibilnost, ki jo zmoremo. Tako kot posameznik in potem še vsi skupaj. Pri tem je prav, da pravo mero odgovornosti prevzamemo tudi vsi, ki delamo v znanosti in se iz svoje cone udobja premaknemo v realni svet in začnemo delati znanost za naše širše okolje. Najboljše jo bodo namreč odnesle tiste skupnosti, ki bodo znale skupaj zlepiti vso raznolikost svojih posameznikov, ki bodo zmogle asimetrijo pretvoriti v simetrijo. Tako namreč uči teorija omrežij in prav omrežja so danes v času vseobsegajoče povezanosti na svetovnem omrežju eden najbolj verodostojnih modelov delovanja človeških skupnosti. Ampak več o teh stvareh morda kdaj drugič.